Predstavili ste novo delovanje bolniškega lista, ki je bil uveden 1.1.2020. Torej, zdravniki ne pišejo več bolniških listov, temveč jih pošiljajo elektronsko. Kako in na kakšen način? Drži, s 1. januarjem 2020 je bil uveden elektronski bolniški list. Do konca meseca januarja so sicer zdravniki vzporedno izdajali še le-te v pisni obliki, s 1. februarjem pa pisnih bolniških listov ni več. Tudi delodajalci so jih dolžni prevzemati preko sistema SPOT v okviru e-VEM, torej sistema, ki je v upravljanju Ministrstva za javno upravo. Kaj to za zavarovance pomeni? Gre za poenostavitev postopka pridobivanja elektronskega bolniškega lista. In sicer, kadar je zavarovanec v bolniškem staležu, lahko v primeru, ko pride do zaključka bolniškega staleža, pridobi bolniški list sedaj tudi na način, da se ne vrača nazaj v ambulanto zdravnika, ukolikor seveda sam zdravnik oceni, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben. Izpolni zdravnik elektronski bolniški list in sicer ga posreduje v informacijski sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V tem sistemu pa preko že omenjenega sistema SPOT delodajalci dostopajo do bolniških listov svojih delavcev. Torej, v nadaljevanju delavec tudi ne rabi več posredovati bolniškega lista svojemu delodajalcu, saj le-ta, kot rečeno, dostopa do njega že lahko sam. V kolikšni meri elektronski list razbremeni zdravnika družinske medicine? Zdravniki bojo zagotovo občutili s časoma prednost te nove uvedbe elektronskega bolniškega lista, saj ocenjujemo, da se določen del zavarovancev ne bo vračal v ambulante zgolj zato, da prevzamejo bolniški list, saj bo ta posredovan v sistem v elektronski obliki. Prav tako sama elektronska podpora bolniškemu listu zagotavlja, da pri samem izpolnjevanju bolniškega lista ne bo več napak, katere so se seveda v preteklosti dogajale in so bile zopet vzrok, da se je potem zavarovanec vrnil v ambulanto, da so se te napake odpravile. So pa še vedno izjeme pri zavarovancih. Ja, vsi določene skupine zavarovancev bodo še vedno prevzemale v pisni obliki bolniški list, in sicer gre za predstavnike pri kakšnih tujih organizacijah, diplomatskih in konzularnih predstavništvih, kmete, verske uslužbence, zaposlene pri fizičnih osebah, ampak to je res en ozek nabor.